Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes, gledajte, iz knjige Ko imajo moški hormoni žur, pravilen naslov bi bil: Ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu in kako moški spodbudijo svoje hormone. Se pravi, da se ženska spravi v ženske hormone, moški pa v moške hormone. No, ta teden je prazničen in se nekam bomo šli majhen bolj na lahkotne teme in tako prelistam se nekaj naključno sporočilo in se mi odpre o odnosu s strupenim moškim. Ne vem, če so to glih lahkotne teme, ampak tisti, ki predelujete določene vzorce in verjemite mi, če ste tukaj na zemlji in da ste živi, 100% predelujete neke vzorce. Včeraj sem govorila z eno gospo in je rekla, da predeluje vzorce izgube, zavrženosti, po drugi strani ljubosumja, lastništva in da iz tega ven ne more iti. Ja, ta knjiga je sigurno tista, ki ji bo pomagala. No, zdaj pa če pogledam, kaj narediti takrat, ko ste v odnosu s strupenim moškim. Karkoli se dogaja okoli vas, ne jemljite osebno. Nič od tega, kar delajo drugi ljudje, ne delajo zaradi vas, pač pa zgolj zaradi sebe. To je rekel Don Miguel Ruiz, ki je avtor knjig Mojstrstvo ljubezni. No, in kaj noter govori v tej knjigi Mojstrstvo ljubezni? Govori o tem, mi smo naučeni ali pa bom rekla tako, tisti, ki smo bili krščansko vzgojeni, smo poslušali stavek: ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, vse oprosti, vse pogleda skozi prste, z vsem se strinja in v bistvu, ker ljubezen je tista, ki vedno skloni glavo, pomeni, da v imenu ljubezni delaš marsikaj, kar mogoče nekdo pri zdravi pameti bi rekel: pa halo, enkrat je pa tudi tukaj meja. No in v glavnem, odnos s strupenim moškim pomeni, da ko ste v nekem strupenem odnosu, in to je karmični odnos, da se razumemo, zato ker če se sprašujete, zakaj je ravno jaz, zakaj ravno meni, lekcije življenja so povezane s tem, da moramo srečati določene ljudi, da predelamo določene kode, zanke in jih sprostimo. Zdaj pa seveda je naporno, ko si sredi godlje, sredi tega vrtinca in mogoče niti nimaš pojma, zakaj se ti to dogaja, kar se ti dogaja, ampak ena stvar, kar se moramo naučiti, ali pa ne moramo, kar se je pametno naučiti, da začneš opazovati svoje življenje res kot strani opazovalca. Vem, da je to težko, niti ne vem, v kateri knjigi sem to prebrala, mogoče Eckhart Tolle, Nova zemlja, da tam noter govori o tem, kako pomembno je, da opazuješ svoje življenje kot zunanji opazovalec, ker ko si ti notri, v godlji, ko te premetavajo čustva sem in tja, takrat itak si žrtev, če nisi žrtev, si napadalec, v vsakem primeru si pa v borbi. To je tako, kot recimo, če bi gledal na bojno polje. Na bojno polje, če ti gledaš zunanje, če bi gledal, kaj se tam dogaja, bi hitro videl, kaj nekdo mora narediti. Ampak če si pa ti tam v bitki noter, pa verjetno nimaš pojma, kaj se dogaja. V glavnem, kaj narediti v tem primeru, če ima nekdo narcisoidno osebnostno motnjo? V glavnem, narcisoidna osebnostna motnja se kaže kot občutek več vrednosti, poudarjena skrb za lastno podobo, nezmožnost sprejemanja kritike, laganje, pretiravanje, prirejanje, nespoštovanje meja oziroma prestopanje meja, pričakovanje posebne ugodnejše obravnave, nasplošno zavist do vseh, ki imajo več, prepričani, da jim drugi zavidajo in manipuliranje z drugimi. No in prav to je narcisoidna osebnostna motnja, ki je dejansko prav diagnosticirana, ampak dejstvo je, da nihče, ki ima to osebnostno motnjo, ne bo priznal tega, ampak enostavno reče, pač jaz nimam težav,
težave imajo drugi ljudje. Strupen moški brez slabe vesti opustoši življenja soljudi. Strupen moški nima etike, nima čustev, nima vesti. Ker nima vesti, hodi po čustvih ljudi. Ker nima vesti, si prilašča tudi tisto, kar njegovo ni. Ker nima vesti, uživa ob trpljenju soljudi. In če imate koga takega v svojem življenju, lahko je nadrejeni, in da se razumemo, tukaj ni rečeno, da so to samo moški, lahko je tukaj tudi ženska, recimo, ki dejansko uživa ob tem, da nekdo drug trpi. Glejte, saj smo ljudje. Zdaj pa tisto, kar je potrebno, da razumemo, je to, kaj narediti v tem primeru, kaj nas take lekcije učijo. In v glavnem, najprej gremo preveriti z mišičnim testom. In zdaj, a lahko za drugega človeka preverjamo mišični test? Recimo, da jaz rečem, ta človek je narcis. Ne. Jaz lahko zase preverim in rečem, saj veste, kako delate mišični test, ne? Se pravi, zase preverite na ta način, da najprej probate na svoje ime in da vidite, kam odnihate, naprej ali pa nazaj. No, in zdaj, če jaz zase preverim, občutim, da imam narcisoidno osebnostno motnjo, jaz grem nazaj. Se pravi, to je zame ne. Zase lahko. Druga stvar pa lahko občutim za drugo osebo. Se pravi, to so moji občutki. Če jaz rečem, občutim, da ta in ta oseba ima to motnjo, grem naprej, to pomeni, da jaz to občutim, ni pa rečeno, da je to res. Se pravi, jaz to občutim, se zaradi tega občutim, da sem mogoče žrtev, mogoče se učim postavljati meje in tako naprej. V glavnem. Glejte, prav iz te knjige Mojstrstvo ljubezni. Kaj je ljubezen? Ljubezen je vselej prijazna, strah pa je vselej neprijazen. Čutimo se žrtve vsega, jezimo se ali žalostimo, razjeda nas ljubosumje, ali pa se čutimo izigrane. Jeza ni nič drugega, kakor zakrinkan strah. In žalost ni nič drugega, kot zakrinkan strah. Ljubosumje je zakrinkan strah. Ob vseh teh čustvih, ki izvirajo iz strahu in ki prevzemajo trpljenje in povzročajo trpljenje, lahko zgolj hlinimo prijaznost. V resnici nismo nič prijazni, saj se ne počutimo dobro in nismo srečni. Če hodimo po stezi ljubezni, nimamo nobenih obvez in nobenih pričakovanj. Življenje nam je veselje, zato smo vedno nasmejanega obraza. Dobro se počutimo v svoji koži in ker smo zadovoljni, smo lahko tudi prijazni. Ljubezen je torej vselej prijazna in ta prijaznost nas dela velikodušne in odpira vsa vrata. Ljubezen je velikodušna, strah pa je sebičen. Vidi samo sebe in sebičnost zapira vsa vrata. To je nekaj neverjetnega, kakšna je ljubezen. Ne, da je ljubezen tista potrpežljiva, ki samo skloni glavo in tiho joče v sebi. Ljubezen je radostna. In zdaj, a veste, vsi predelujemo kakšno stvar v življenju, ampak na koncu koncev je ljubezen naravnanost. Pogledaš ven in vidiš to čudovito jesen, rečeš, wow, ko vidiš čudovit sončen vzhod, rečeš, wow, ko gledaš vse te liste, to je nekaj neverjetnega, to je ljubezen, veste. Zdaj pa res pa je, da takrat, ko smo sredi nekih prevalov, lahko dejansko vidimo tudi v najbolj sončnem dnevu samo sivine. Verjamem, da takrat je čas, da se ustavimo in da najprej fizično nahranimo svoje telo, da zmoremo. Prva stvar, glejte, če vam manjka B vitamina, tukaj, zakaj vam kažem vedno Provitality Plus. Provitality Plus je izboljšana formula in ta izboljšana formula ima več B vitamina noter, ima noter prebavne encime, ima noter več mineralov, dejansko ima praktično vse tisto noter, kar potrebujete za dnevno količino B vitamina, da nahranite možgane. In če ste sredi težavnega obdobja, dajte 2-krat, 3-krat na dan vzeti to vrečkico. Se pravi, 3 omege, se pravi 3-krat B vitamine. Pojačajte dozo, da boste zmogli. No?
Na stezi ljubezni več dajete, kot prejemate. Ljubezen je brezpogojna, strah pa nenehno postavlja pogoje. Če hodim po stezi strahu, te ljubim le, če mi pustiš, da te nadvladujem. Če si dober do mene, če se ujemaš s podobo, ki sem si jo ustvaril o tebi. In ta strah pomeni, ti se moraš spremeniti, da boš ustrezal meni ali ustrezala meni. In takrat, ko hodite po stezi ljubezni, lahko rečete, ni mi všeč, če se hočeš okoristiti z mano, če si nespoštljiv do mene, če si neprijazen z mano. Ne potrebujem človeka, ki bi se igral z mojimi čustvi in se grdo vedel do mene, bodi si z besedami ali dejanji. Ni mi treba nenehno poslušati vsega tega zmerjanja, saj ne, da bi bila kaj boljša od tebe, gre le za to, da ljubim lepoto. Ljubim smeh, rada se imam lepo, rada ljubim. Zdaj tukaj sem dala na žensko obliko. Saj ne, da bi bila sebična, samo ne vem, kaj bi počela z žrtvijo ob sebi. In to ne pomeni, da te ne ljubim. Le za tvoje sanje ne morem sprejemati odgovornosti. Če si v odnosu z mano, bo to zelo trd oreh za tvojega zajedavca, saj mi niti na misel ne pride, da bi se odzvala na tvoje smetje. Ne, to ni sebičnost, to je ljubezen do sebe. No, in ta ljubezen do sebe je zanimiva. Zdaj pa kaj narediti? Takrat, ko imate opravka res s strupenim človekom, se zavedajte, da obdobja prijaznosti pomenijo samo obdobja, ko bo pridobil od vas informacije, ki jih bo lahko slej ko prej obrnil proti vam. Tisti, ki ste v takih odnosih, točno veste, o čem govorim. Zato pazite, kaj zaupate takmu človeku. Ne zaupaš tistih stvari, ki so ti pomembne. Ja, zdaj pa v glavnem, zdaj mogoče pomislite, kaj naj pa naredim, če ste v takem odnosu. Jaz nimam tukaj pametnega odgovora. V vsakem primeru si je vaša duša izbrala zanimive lekcije, ki jih očitno želi predelati. No, in zdaj greste najprej predelati lekcije. Se pravi, greste predelati lekcije, ki so povezane s podzavestjo. Strah me je izgube svojih dragih. Strah me je izgube varnosti. Moram služiti temu človeku. V dušni avri imam za obljubo, da bom večno služila temu človeku. V duši nosim žalost, ker sem v več življenjih izgubila svoje najdražje. Ja, zanimivo. No, in v glavnem potem gremo naprej. Zakaj narcisistični mož zavrača spolnost? Zato, ker vas hoče nadvladati, zato, ker želi, da trpite. Lahko, da je gej. Lahko, da vas vara. No, v glavnem, kakorkoli, lejte, tukaj noter boste našli nasvete, kaj narediti v tem primeru, da se boste sestavili. Se pravi, prva zadeva, vi greste sebe pozdraviti. Sovražim svojo dušo, sovražim dušo tega človeka. Sovraštvo, lejte, je takole. Ne zgine s smrtjo, ne zgine. In zdaj bo 1. november in če pomislite recimo dedki, babice, starši, v kakšnem odnosu so bili. Enostavno s smrtjo te energije ne zginejo. Samo grejo v korenine družinskega debla, da se potem prenašajo po koreninah družinskega debla. Ampak eno stvar, če imate vi zdaj s svojim partnerjem tak odnos, pomeni, da imate vi delo na sebi, da se dejansko delate na odpuščanju, na ljubezni do sebe, na tem, da se vi sestavite, da zližete svoje rane. Gre se za to, da vi postajate vedno bolj celostni, da potem lahko stojite. Ker nekateri imate takega šefa, recimo. Na nek način želi, da trpite. Pač saj občutite, Občutite, da želi, da ne dobite informacij mogoče, da pove majčkeno drugače nekje drugje, pa vi zveste čisto neko drugo zadevo.
V glavnem, če imate tega šefa, kaj vas uči? Recimo, moram se ukloniti. Ali pa mogoče ste bili v enem od življenj njegova sužnja, pa ste še vedno njegova sužnja. A veste? Ali pa njena, da se razumemo, ne? Imate nadrejeno, ki je pasja za, tako rečem, kaj mislim, popizditi. Pač nič ne morete narediti. In točno veste, da karkoli naredite, je vedno nekaj narobe. Kaj vas uči? Ja, pač hrbtenico morate skraditi, se naučiti ljubezni do sebe in mogoče, ko boste usvojili lekcije, vas čaka neka boljša služba v bolj prijaznem kolektivu z bolj iskrenimi ljudmi. Pač, ko usvojimo lekcijo, lahko gremo naprej. Vedno je tako. No, tako da v glavnem, strah me je lastne sreče. Moram biti življenjsko žalostna, pač ko, žalost je v redu. Moram trpeti. Odlično. No in v glavnem, zdaj zakaj se nam to dogaja? Zato, ker odraščamo ob ranjenih ženskah, ki so strupene. Ženska, ki ne občuti ljubezni, pač ne more dajati naprej ljubezni in tako naprej. V glavnem, ja, tale knjiga, recimo, če ste odraščali ob ranjeni mami ali pa ob strupeni ženski, recimo, mama, tašča ne prenese tega, kako sem videti. Enostavno, in bo zmerom najdla nekaj, kaj bi bilo na vas treba spremeniti. To ni v redu, pač ne prenese tega, kdo vi ste. To so stvari, ki, ko se boste začeli sprehajati po teh podzavestnih programih, boste videli, karmične lekcije nas dejansko učijo osvobajanja. Osvobajanja od teže čustev. Zdaj pa, nam reka, da je to lahka pot, ker ni, ker je bolj enostavno se ukvarjati s tem, da nekam zbežimo, ampak slej ko prej pridemo do tega, da duša nas kliče, da je treba narediti, da enostavno začnemo verjeti, začnemo zaupati v to, da nas dejansko stvarstvo podpira. Pojmo na karte prehodu na vodovo, da vidimo. Ti, ki si zdaj tole do konca poslušala, kaj ti sporoča stvarstvo, kaj je zate ta trenutek najbolj pomembno. Tukaj imam karte prehodu na vodovo, pa da vidim, intuicija. Ti veš, ti v sebi veš, vse noter imaš vse zavedanje, ki ga potrebuješ, potem si dobila božansko podporo in očiščenje. Očiščena si teže preteklosti in ti si boginja tukaj na zemlji. Zdaj bomo pa šli prebrati tale sporočila, ker očitno so zelo, zelo pomembna. 72, prva, da vidimo. Jasno se zavedaj svojih sporočil, sporočil svoje duše. Stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje, tako za tebe, kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu, prepusti se vodstvu. Čeprav ti ta trenutek mogoče še ni jasno, zakaj in kako, se zavedaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi blokirata jasnost sporočil. Bodi mirna. Dihan. Bodi mirna. Ker lažje je reči bodi mirna, ampak občutiti mir v sebi noter, ne vem, mogoče za začetek začni za 15 minut hoditi v naravo in objemati drevesa, ker v bistvu to je japonski način sproščanja, imenuje se gozdna kopel, Shirin-yoku je pač ta izraz in dokazano je, da če 15 minut objemaš drevo, drevo s tem, ko se ga dotikaš, občuti, kot da je napadeno in začne sproščati snovi, ki jih drugače sprošča, da ga ne napadejo škodljivci, ampak te snovi so dejansko za nas ljudi blagodejne in nas zdravijo. Tako da, mogoče to za začetek. In zavedaj se, da te podpirajo vse svetle sile, ker ti, ki tole poslušaš, si ljubljeni otrok stvarstva. Prav ta trenutek te podpirajo vse svetle sile. Dovoljuj, da pomoč pride v tvoje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosiš za pomoč, jo lahko tudi dobiš. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebuješ. Vem, pa rečeš, ne, se bom zmorila sama, stisneš zobe pa greš naprej.
Ampak nič ni narobe, lejte se, smo ljudje, če povemo, pač ta trenutek imam težavo, rabim pomoč. A je to sramotno? To ni sramotno, če rečeš, pač rabim pomoč. A vam nekaj povem, se zdaj tole do 20 minut tako si ne gledajo. Avgusta, ko sem jaz prosila za pomoč, dejansko so ljudje, pač so mi povedali potem drugi, ki me imajo radi, da so se dejansko smejali in mi privoščili, da končno ji ne gre. Pač tako, a je to možno? A je to možno, da nekomu privoščiš, da reče, pač rabim pomoč? Pač, ja, se še vedno velja v Sloveniji, če bi fovšarija gorela, ne bi potrebovali drv. In to, pač načeloma je to žalostno. Ampak okej, taki smo, ne? Ne, so. Tukaj zase ne morem reči. Mene se dotakne, težave ljudi mene se dotaknejo. In če je v moji moči, bom pomagala. Ampak da bom pa nekomu privoščila, da mu ne gre, to pa ne. To pa ne, ker pa vse smo ljudje. Vse smo ljudje, ali kako? Očiščena si teže preteklosti. Ljudje ti držijo gledalo, kjer vidiš, kako se v resnici ceniš. Koliko se v resnici ceniš. Bodi usklajena z božansko energijo. Bodi mirna in se počuti tako, kot neskončna reka obilja. Dovoli, da ti je lepo in dovoli biti v tem trenutku. Ljudje ti držijo gledalo, kjer lahko vidiš, koliko se v resnici ceniš. No, koliko se ceniš? To, da si lahko tako, kot je rekel Picasso, da obstajajo dve vrsti žensk, obstajata dve vrsti žensk, ene so predpražniki in druge so boginje. Tista, ki je predpražnik, enostavno stopiš na njo, pustiš na njej svojo svinjarijo in je to. In boginja. Boginja, no, to je to. Rojstvo. Zavedaj se, da se v tebi vsak dan rojeva nova energija. Ja, staro umira in ustvarja prostor novemu. To lahko vidimo v naravi, pač staro umira. Zaupaj procesu. Zavedaj se, da je v tebi večno življenje. Sprejemaj vse, kar ti pripada. Zdravje, lepoto in obilje na vseh področjih. Bodi hvaležna za svoje žensko telo. Dovoljuj, da se tvoja ženska energija izrazi, ker ti si boginja. Ker ti si boginja. No in prav to, ti si boginja, v okviru moje šole, zdaj smo pri spolni čakri, pa bomo pa šli še nazaj na korensko čakro, ampak spolna čakra. Zloraba svete ženske energije, vnetja, ženska vnetja. Vemo, da v Sloveniji, glejte, raka je kakor hočeš. Ali so prsa, ker ženska preveč daje, ali so rodila. Pač tega je toliko, tudi pri moških prostata. Pač to je toliko, zakaj? Zaradi tega, ker je skladiščena energija prav na spolno čakro, ki je pa povezana s sramom. Kar pomislimo. Cerkev je dala pod prvo štempelj gor, pač ženska je grešna. Ženska je tista, Marija Magdalena je tista, ki je bila grešnica. Tako da eno se moramo zavedati, ta ženska energija. Ženska ima svoj center energije v maternici in prav tukaj gor črpa energijo. No in v okviru moje šole delamo pač te meditacije, da potegneš energijo gor, ker ko ti potegneš to energijo gor, dobesedno napojiš možgane in aktiviraš epifizo. Epifiza je pa antena za božje sporočila. In zadnjič mi je ena gospa napisala sporočilo, če lahko posnamem en video, kako povečati intuicijo. Kako? Počisti temelje. Počisti maternico. Počisti korensko čakro. To energijsko posodo je treba najprej počistiti, ker ne moreš pričakovati, ker to so korenine. In dejstvo je, da če je tukaj gniloba, bo tudi tukaj noter gniloba. Pa če je tukaj strah, bo tukaj strah. V vsakem primeru pač vsi imamo delo na sebi in vsi se nekaj učimo, kar se pa sigurno učimo, je pa to, da ne glede na luno, na letni čas, ohranjamo stopno energije v sebi. In ta stopna energija v sebi je tisto,
da enostavno začnemo dan s hvaležnostjo, da enostavno gledamo na to, kaj je in ne česa ni. Pač vedno nekaj je. Da gledamo na življenje pač sončne strani. No, jaz imam zdaj tle še ene nove karte. Zdaj so posebni dnevi. Dajmo še tole, bom še kakšen video posnela ta teden. So posebni dnevi in da vidimo, kaj tebi, ki zdaj toliko časa že gledaš tale video, sporoča svet angelov, vodnikov, duhovni svet, stvarstvo, Bog, pač ni pomembno, kako izrazimo, ta duhovni svet, ki je ta trenutek prisoten in je mogoče bolj trka nate, da bolj se prepusti temu vodstvu, ker bo vse v redu. Ne dajmo videti. Samo 3 karte bom potegnila, da vidimo 1, 2, 3, da vidimo. Zelo srečno družinsko življenje te čaka. Finančna varnost, odkrivanje čarobnih drobnih stvari v življenju. To te čaka. Nadangel Rafael je tukaj, ki te dejansko zdravi. Zdravi tvoje čustveno stanje in čas je, da razmerja dosežejo najvišji nivo. Zaupajte svoji intuiciji. Poskrbite zase in za druge, ampak najprej za sebe. To je angelski tarot, to, kar imam. In da vidimo. Zdaj tisti, ki se bojite vseh takih zadev, tarota pa še česa, pomeni, da imate strah pred magijo in to je čas, da počiste. Veste, sej, kaj pa, a ni že sama narava magija, ki se spreminja, zdaj se spreminja v rdečo barvo, se barvajo listi. A ni to magija? Se to božja alkimija, božja magija. In tisti, ki se bojite energiji, a ni zato, da jutro se prebudi, to je nova energija. In vsi tisti, ki se bojite vsega, pač je čas, da kakšno stvar počiste, ne? Ker strah ni tista energija, ki vas vodi naprej. Pač, ja, se vas vodi. Samo vas vodi pač po stezah strahu. Zato je pa tako pomembno, da pač počistimo te podzavestne programe, da nas ne vodi strah po stezah strahu, ampak da nas vodi naša duša po stezah radosti. Zdaj sem se spomnila steze radosti. Jaz zdaj odkrivam kras in seveda sem najdla zdaj že nekaj nahajališč, kjer lahko dobim marele. Juhej, pač odkrivam novo področje in mi je tako dobro, ker na koncev pač seveda tam, kjer sem doma, odkudar izhajam, seveda poznam vse kotičke glede gob, ampak tukaj bom pa šele odkrila. No, v glavnem, kraljica vode. Čustvena vprašanja ali razmerja z drugimi se bodo povzpela na novo raven. Tudi če zadeve niso popolne, čutite v sebi mir in spokojnost ter intuitivno veste, kaj bo vaš naslednji korak. Lahko se zanesete na svoje občutke in notranja spoznanja v drugih. Javš, a boli, a ne? Ja, sej veste, a ne? Sej itak veš, s kom imaš opravka, pač nehajte se lagati. Veš, kdo je dober, veš, kdo ni dober, kdo manipulira, pač veš, a ne? Poskrbite, da v skrbi za tiste okrog vas ne boste pozabili poskrbeti zase. No, in ti, kraljica, a ne? Kraljica, ne pozabi poskrbeti za sebe. To je najbolj pomembno, ker vedno, ko gremo kamorkoli na avion, kaj rečejo, najprej natakni sebi masko, potem rešuješ druge. Ne moreš reševati druge, če nimaš sam energije in zato pač poskrbite za sebe. Fizično, telo je najprej tehnično in vi lahko meditirate, če vam manjka B-vitamina, ni povezav. Pač rabite B-vitamin. Vzemite Pro-Vitality Plus in nahranite svoje celice. Jo, to vam moram povedati. Matrica izvorne kode svetlobe. Sem vam jo že pokazala, zdaj vam jo tle ne moram pokazati, na moji spodaj je povezava.
ojača naravna prehranska dopolnila njihovo frekvenco za 50%. Če postavite na kartico prehransko dopolnilo, se poveča za 100% energetska vrednost naravnih zadev. A lahko postavite na matrico izvorne kode zdravila? Ne, ker bo izničila zdravila, ker pač lahko dodaja samo svetlobo in zdravila vemo, da so zdravila so sintetična, ampak če imate zdravila, jih pač rabite. Druga stvar pa je, če imate zdravila, katerakoli zdravila, računajte za pritisk, za holesterol, za ščitnico, za sladkorno, vsa ta zdravila vam izplavljajo B-vitamin iz telesa, izplavljajo vam magnezij. In kako se počutite, kar pomislite? Ugasnjene. Zakaj? Zaradi tega, ker B-vitamin pa magnezij sta vžigalca v celici in normalno, da se potem počutite kot uvela roža. Zalijte svoje celice pač tukaj noter. Zakaj pač govorim o tem? Zato, ker imate olja, ki so neverjetna, ki odprejo celično membrano, ker imate to kombinacijo prebavnih encimov, vse B-vitamine, vse vitamine, minerale, ker imate omega-3 noter in karotenoide, ki dvignejo imunski sistem in ščitijo celice pred oksidacijo. Ste že slišali? Oksidativni stres, no to je to. Treba je zaščititi naše celice, da ostajajo zdrave, ne glede na to, kaj se vam dogaja, podprite svoje telo, da boste lažje šli naprej. Tako da v glavnem, to je danes nastalo, v glavnem uživajte. Življenje je lepo. Seveda, dobimo vsake toliko časa kakšno porcijo, ki jo moramo predelati, kakšno lekcijo, ki je treba narediti korak naprej, ampak življenje je lepo. Poglejte ven in boste videli, da kako čudovita narava. Zdaj v teh dneh, zdaj nimam pojma, kakšno vreme imate na celini, ampak na Primorskem sonce. Tako da vam povem, uživajte, ker življenje je lepo in je darilo. In dovolite vdahniti to energijo življenja v sebe. Tako da uživajte, vse dobro. In v naslednjem videu, Bog si ga videl, kaj bo nastalo. Lepo se imejte.